Fantasy. Radio Fantasy. Ja, music sounds better with you, so rekli nekoč. In lahko povem, da ta nekoč je bil tudi, ko sem se jaz nazadnje vozila z biciklom. Oziroma s kolesom, seveda po slovensko. Kdaj sem se nazadnje vozila z kolesom, je bilo na Evropskem tednu mobilnosti, ampak še to je bil kolo brez sedeža, se pravi, da je bil stepper. In pazi to, potem zvem, da obstaja še disciplina ciklokros. In to je uradna disciplina Mednarodne kolesarske zveze UCI. In tam se združita tako cestno kot gorsko kolesarstvo. No in ker sem vam povedala, da sem se nazadnje peljala s kolesom brez sedeža, sem rajšo studio za ciklokros povabila Bojana Krivca. Dobro jutro, Bojan. Dobro jutro. A si v redu? Seveda, odlično. A si prišel z biciklom? Nažalost danes ne, v prihodnjih dneh pa tudi lahko. Ajde, se bova zmenila, pa me boš ti to malo naučil, kaj to sploh ciklokros je, ker se že laik sem. Kolesa poznam s koleščki, pa navadna kolesa, pa ko jih imajo kolegi za 9, 10, 12 jurjev. Kaj v bistvu sploh je ta ciklokros? A to se voziš v krogu skozi, ali to skačeš, ali si ko kros pa greš, ali mislim, ne znam si predstavljati. Ciklokros kolo je dejansko kolo, kjer bom rekel, lahko se pelješ po asfaltni cesti, lahko hitro greš na makadam, hitro lahko greš v blato. No, dobro, to opisuješ slovenske ceste. Tako. Če smo že tako. Tudi čez naše luknje gre hitreje, okay. Razen če imaš kakšen gumi defekt, z njim lahko osvajaš vrhove, spuste, pač več različnih disciplin oziroma vožnj oziroma uživanci. Razumem, ampak to je vse na eni progi, pa se to umetno ustvari, ali to dejansko naredite, ne vem, tako pač imaš triatlon, veš, ko obdelaš? Tako. Če gremo dejansko na naš dogodek, ki je v nedeljo, se pravi, to je krožna proga, dolžine nekje slaba 2 km. Okay. Na sami progi, se pravi, od štarta do prvega odseka, je asfalt, potem gremo na travnato površino, potem imamo makadam, potem imamo vzpone pace oziroma vzpone spuste, vmes imamo tehnične ovire, se pravi, imamo najprej višina 40 prvo oviro, ki morajo dejansko kolesarji stopiti dol iz kolesa, preskočiti, iti naprej, skočiti nazaj. Čakaj, ti zdaj to že upisuješ tak fizični del, ne samo kolesarjenje. Ja, eno je z drugim. Potem, ko to pridejo čez, imamo novo oviro, se pravi v višini 10-12 cm, kjer lahko izkušeni oziroma tudi neizkušeni pridejo čez, kar s kolesom, da ne rabijo dol stopati. Potem imamo, bom rekel, S-ovinke, kjer bo pač nekateri se bo odločili, da bojo lažje odpeljali, nekateri bojo se odločili, da bojo dol skočili, bojo raje pretekli zadevo. Okay. Potem pridemo v sredino proge, imamo poleg raznih ovir še bojo prišli kolesarji na mivko, kjer jih bo majčkeno malo ustavili. Bom rekel, najboljše oziroma najmočnejše bojo to oviro prešli hitro. Potem imamo še zadnji del, tudi vmes imamo še stopnice, kjer bomo mogli iti po stopnicah, pa spet bomo mogli svojo fizično moč uporabiti. Si ti kar zahteven, takle vidim. Ja, to je pač po nekih normativih kolesarske zveze. Dolžina kroga, tako sem omenil, da nekje slaba 2 km. Dirka poteka v treh štartih je organizirana, ki se, bom rekel, razlikuje na kategorijo. Se pravi, prvi štart je ob 11, drugi ob 12, pa elit profiči pa ob benih. Dobro, za nas laike lahko gremo tudi na tako tekmo? Vsi lahko, bom rekel, vsi, ki se znajo peljati, malo, bom rekel,
malo bolj, no. Mislim, se po hribu dol se znamo vsi malo bolj pelati. Tako, ne, ampak važno je sodelovati, ne pa zmagati, ne. Ok, se pravi, starostna omejitev je? Mislim, da Aha, smo tu, ok. tukaj pa bi mogel, priznam, malo pogledati, no. No, boš ti to malo pogledal, pol minimalne, bomo mi tako. vse to še pol dodatno naredili, ampak zdaj, ko si rekel nedeljska dirka oziroma pokal Slovenije, kje? Avtopoligon Ločica ob Savinji. A ni davč, pa to smo Ne, malo prej to je- reklamo slišali. Točno tako. Ok, se pravi, lahko pridemo tako sodelovati, kot seveda zmagati, kaj pa mi, gledalci? Definitivno povabljeni vsi na, bom rekel, dejansko prvo ciklokros dirko za pokal Slovenije, kjer ostale dogodki iz ciklokrosa se dogaja večinoma, bom rekel, Novo mesto, Ljubljana, Tropovci, in v Savinjski dolini tega še ni bilo. Se pravi, smo zdaj prvič. Smo dejansko prvič in tudi želja za naslednjih par let, da bi tudi pol kdaj imeli tukaj Pogačarja in tako naprej. Ne. Dobro, mislim, cilji so kar visoki, kar mi je všeč, ampak da mi še nekaj razloži. Ciklokros smo rekli uradna disciplina Mednarodne kolesarske zveze. Tako. Kaj ima pa to veze z belgijsko klasiko? Mislim, vprašam za prijatelja, ker nekaj sem čula praviti. Ja, res je. V Belgiji je ta disciplina zelo na visokem nivoju, kjer tam dejansko res, rečem, pridejo gledalci, tako, ne vem, imamo tukaj nogometne dvoboje, ne, Olimpija Maribor, ko je to ogromno ljudi privabi, ne, je tam v Belgiji dejansko res mesto živi za to in oni imajo tudi dejansko na teh na dirkah nek, bom rekel, kulinarični dogodek. Kulinarični dogodek, tako se pravi per, pomfri pa kros, se pravi blat, po domač pove, ne. Okay. Mi tukaj za prvo leto ne bomo naredili veliko dreka, po domač povedano, ne. Ker nočemo se jim zameriti, ne, da bo pač drugo leto prišli z še večjim številom, ne. Hkrati pa se pravim, si pa želim, da bi prišli čim več ljudi pogledati disciplino. Je malo pofirca, če ne druga. Tako. Ok, se pravi, dajva še enkrat samo obnoviti, kar sem mi dva danes povedala. Ciklokros je nekaj novega na našem koncu, lahko rečemo. Tako. V bistvu, veš kaj pa nisva sam povedala? Kakšen kolo sploh rabiš? A rabiš cestaka, rabiš gorca, rabiš unga, veš, za skaterja? Ne vem, mislim. Bom rekel, to je kolo, ki je kot specialka, edino pač, da guma ne more biti tako na cesti, ko jo imajo kolesarji, ne, ampak mora biti širša. Kaj pa pol z okvirjem, je lahko težek ali mora biti karbonski, čist lahek? Od posameznika glede finančnih... Dobro, pa zdaj nekaj karbonskega si jaz tudi ne morem prvošiti, ker imam pretežek karakter, pa me skrbi, da bi pohnil pri kakem skoku. Drugač pa z hard traili, z gorskimi kolesi, vsak. Ok, s ponjem bi bilo mogoče malo težko, ne. Če se najde kak pogum, ne šla greste s ponjem probat? Definitivno. Jankota bom probala na nas rad. Danes je zbolel, veš, ker danes je vedel, da ti prideš in je rekel, danes bom pa da mi ne bo treba iti v nedeljo, ne se malo voziti. Kaj pa, če bi jaz Jankota poslala, da pride on tam z biciklom našim, tatim brez sedeža? Jaz mislim, da tako ona skrivaj tam trenira, ne. Aha, dragi poslušalci, prosim, če gre hitro kdo zelo na avtopoligon preveri, če je slučajno Janč tam, pa da že on to trenira. Točno tako. Jaz bom prišla sam gledat, pa na pir, pa na pomfri. Se pravi, nekje 2 kilometra dolga proga, primerna za v bistvu vse ljubitelje kolesarstva. Tako cestnega kot gorskega in seveda, če imate radi blat, jaz sem ziher za 2, da boste prišla. Poleg mene, ker so taki norci. Kaj smo še pozabila povedati? Štart ob 11, prijave so kje? Prijave so na prijavim.se. Prijavim. Ja, tako. Ok, prijavim.se. To je do petka, do polnoči.
Čak danes je tork, a še imate nekaj še časa? imajo čas. In na dan dogodka do pol ure pred štartom, se pravi do 10:30. Kaj pa štartnina? Štartnina je pa 20 €. Simbolična torej. Tako. Ok, za nas gledalce? Je brezplačen ogled. Ne. No, to smo hotla. Samo nekaj zraven gotovine, pa da si bo lahko kaj okrepčil. Pir pa pomfri bo treba plačati. Tako. Tudi sokove imamo za otroke in najmlajše. Da verje? Pa tudi za hrano bo poskrbljeno. Tako da nedelja si rezervirajte za ciklokros. Ej, Bojan, veš, kaj sem ti povedala, hotela povedati, da zdaj sem gledala malo vreme, ne, za ta teden, pa ti moram povedati, da petek, sobota kaže tako kar lepo, ne, za nedeljo boš mogel malo doplačati. Vse je stvar dogovora. Vse je stvar dogovora. Torej, tudi dežja bomo veseli, ker blad bomo rabili. Nismo s cukra, imamo tudi marele, dežnike, batafuker je v glavnem vse. Ampak za prvo ciklokros dirko si kot organizator želim definitivno sonce in čim večjo število ljudi. Komu se še moraš pa zahvaliti? Zahvalil bi se definitivno, bom rekel, najprej svoji družini, ne, za podporo. Na drugi strani pa seveda vsem sponzorjem, donatorjem, ki imajo, bom rekel, posluh za take dogodke, da lahko mi sploh to zadevo dejansko speljamo. Ok. In če še enkrat ponoviva, vabljeni torej v nedeljo v Ločico ob Savinji na Avtopoligon, kjer si boste lahko ogledali in boste del prve ciklokros dirke od 11. ure dalje. Radio Fantasy. Radio Fantasy.